večer, dragi gledalci in dragi gledalke, lepo pozdravljeni nocoj na VTV vaši televiziji. Nocoj v oddaji Aktualno gostimo Jako Bitenca, govorili pa bomo o konoplji. Je to droga ali zdravilo? Z Jakom bova nocoj poskušala odgovoriti na ta vprašanja. Jaka, dobro večer in lepo pozdravljeni. Dobro večer. Jaka, leta 2013 sva že sedela v tem našem studiu, se takrat pogovarjala o konoplji, že odgovarjala na nekatera aktualna vprašanja. To je bilo tik pred sestavljenim predlogom za referendum. Kako bi danes, 4 leta zatem, ocenili situacijo? Se je kaj spremenilo pri nas? Prvo se moram popraviti, v bistvu ni bil referendum, ampak so bili 3 predlogi zakona. Osnovno bivanje, samozdravljenje pa konoplja. V bistvu vsi ti 3 zakoni, ki jih je moj prijatelj Bogdan Kristofer Meška napisal, kar sem mu pač ful hvaležen, res pač kapa dol temu človeku, morate pač razumeti, da to je on je veliko časa uporabil za to, da bi vsem nam pomagal. To pač ni bilo sprovedeno, niso upoštevali v bistvu želje ljudske iniciative. V teh 4 letih, kaj se je zgodilo? Veliko predavanj smo imeli, veliko ljudi smo naučili o sami konoplji, njenih zdravilnih učinkih oziroma doziranju. Zavest se je spremenila, po mojem. Zdaj veliko ljudi, ko do mene pride, že vejo veliko o konoplji, na koncu vprašajo, kje bi lahko kakšno semenko dobili in začnejo samo oskrbo. Premaknilo se je tudi pri medicini na koncu. Sicer bom še enkrat poudaril, kar vedno poudarjam, konoplja je vprašanje človekovih pravic, svobode in tukaj medicina nima nič zraven, nobena sodišča, nič. Jaz mislim, da tako, kot je danes, sploh ne bi smeli biti. Da danes v bistvu zakoni so napisani na ta način samo zaradi tega, da industrija služi čisto nič drugega. Zelo me veseli, da je Zdravniška zbornica priznala zdravilnost konoplje. Kar me skrbi, je pa pač to, da v bistvu še vedno naši zdravniki, jaz bi jih kar pojmenoval strokovnjači, nimajo veliko pojma o sami konoplji, o njenih zdravilnih učinkovinah in tako naprej. Moram poudariti, da sem bil na predavanju 2 tedna nazaj, kjer so tudi mene zraven povabili na Pomurskem sejmu, kjer smo bili tudi z našim klubom. Predaval je Milan Krek in v bistvu tisto, kar je predaval, mislim, da vsi, ki smo bili udeleženi, smo se pol na našem štandu oziroma stojnici pogovarjali v bistvu o ta pravih informacijah glede konoplje. Zato, ker v bistvu, da en človek, ki je bil prej orang proti konoplji, danes govori za konopljo, ampak še vedno govorijo, da pač industrija vam bo naredila oziroma uvoz ali pa kaj drugega. In tukaj nas lahko zadeva zelo skrbi. Ker v 4 letih, odkar je ljudska iniciativa, čez 28 000 podpisov, ki smo jih zbrali, zahtevala, kar še danes zahtevamo, samo oskrbo in prosto sajenje, kar pomeni izbris konoplje iz vseh uredb, oni tega niso naredili. Oni so v bistvu samo spremenili uredbo oziroma legalizirali so konopljo za zdravnike, oziroma da niso več zdravniki kriminalci, pacient pa še vedno ostaja v kriminalu, če si pomaga. In torej zdaj naj bi to uvažali k nam. Kaj to pomeni? Glih po zadnjem stavek spoštovanega Milana Kreka je bil, ali bomo, še ne vemo, ali bomo vzgajali konopljo pri nas doma ali uvažali. In to je tisto, kar me najbolj skrbi, ker Slovenija, cel Balkan imamo v bistvu najboljše razmere za konopljo, za saditi konopljo na koncu. Jaz mislim, da politika bi se mogla malo bolj zresniti, kot se je, in v bistvu dovoliti samo oskrbo, da dokler se politika ne zmeni, pa gospodarstvo, pač Milan Krek je le tisti človek, ki lahko zakonodajo spremeni, svojega dela ni opravil. Dokler oni svojega dela ne opravijo, naj pustijo v bistvu vse, ki konopljo uporabljajo. Ne samo bolnike, da se razumemo. Tudi tiste, ki hočejo za lasten užitek posaditi konopljo itd. Na koncu. Ker preventivno, da ne bomo zboleli, je zelo pomemben delati. Letos je torej prišlo tudi do nekaj sprememb. V bistvu pa dejansko, če pogledamo, pomeni to, da bodo uporabniki, ki raje kadijo, kot uživajo kapljice, lahko sedaj kadili. Torej, ne gre verjetno za neko bistveno spremembo. Ne, mislim, v našem primeru se mi zdi, da gre bolj za večjo represijo pacientov oziroma še ostalih državljanov, ki niso bolani. Mene pač skrbi naslednje, da bomo čakali medicino ali pa farmacijo, da bojo oni rekli ta bolezen.
čakajte malo, MS ni smrtna bolezen, diabetes ni smrtna, na koncu depresija. Vse te psihiatrične zdravila in tako naprej, ne, so smrtna. Ne. Lahko pač povem, da ne vem, dobim klic, pa mi pove pač Barbka, včeraj sem se s človekom pogovarjala, zamenjali so mu zdravila, danes se je človek obesil. Ne. In takih primerov v polju, v teh psihiatričnih bolnišnicah je nešteto, samo pač v javnost ne pridejo, zaradi tega, ker je le farmacija tukaj, bog jim batina, ima veliko denarja oziroma tudi dosti stvari pod svojim okriljem. Ne. Preden povabiva k sodelovanju še gledalce in gledalke, mogoče Jaka, učinki, vem, da ste velikokrat že govorili o tem, ampak zakaj je konoplja tako zdravilna? Zakaj? Zato, ker v bistvu človeško telo ima endokanabinoidni sistem. Tvoje telo je sestavljeno iz več sistemov. Imamo vagino, falus oziroma anus, prsa imamo za reprodukcijo, odvajanje oziroma užitek. Imamo možgane za razmišljanje, imamo pljuča za dihanje. Imamo pa tudi sistem za samo zdravljenje našega telesa. Reče se mu endokanabinoidni sistem. Je sestavljen iz več receptorjev, poznamo danes 2 receptorja, sta edina receptorja, ki sprejemata kanabinoide, s pomočjo katerih se tvoje telo samo zdravi. In v bistvu več teh konopljenih kanabinoidov dobimo v svoje telo, boljš bo za naše telo. Podhranjenost tega sistema se začne pa takrat, ko mame nehajo dojiti otroke, namreč v materinem mleku je največ CBD kanabinoidov. Vedno, ko pridejo bolniki do mene, pa rečejo, ne vem, ko raka premagajo, morajo delati vzdrževalno terapijo. Zakaj? Zato, ker je konoplja prepovedana še vedno na ta način, kakor je. In v bistvu rakavemu bolniku predstaviti 10 terapij, človek se težko odloči, kaj je za njega. Ne? In vedno rečemo, dajte poskusiti, prebrati, poskusiti in politi naprej. Ne? Ker dokler ne preberemo, nam bomo vedeli, na kakšen način pomaga. Ne? Konoplja deluje protibolečinsko, protivnetno, reči kri, zbija holesterol, najboljši antidepresiv. Vse te tablete, če jih imate bolniki, ko vidite učinek konoplje, začnete počasi nehati tablete jesti. Moram pokazati, ker drugače ne gre. Če je to tableta, ko vidimo učinek konoplje, ko vidimo učinek tegale, začnemo korak za korakom. Prosim vas, če ste na opijatih ali pa nekakšnih hardcore tabletah, ne me poslušajte, da boste kar vse stran dali. Počas, ko vidite učinek zadeve, lahko dajmo stran. Jaz sem še vedno na inzulinu, 70% sicer manj, ampak še vedno sem, ker sem inzulinski odvisnik. Ena zadeva, kar je pri konoplji, morate vedeti, to je tudi kolega Krek poudaril, mi smo že veliko prej o teh zadevah govorili, dobro je vedeti, katera konoplja imate oziroma na kakšen način deluje kakšna. Ker da bomo dali recimo depresivcu ali pa enemu šizofreniku THC, smo veliko več sranja naredili kot koristi. Lahko povem, da imam veliko ljudi, ki pridejo od Barbke do mene in tem ljudem ne moreš ponuditi nekaj, kar ima veliko THC-ja, se pravi ponudiš CBD. Je pa treba pri vseh stvareh delati pazljivo. Ne? Če je to rižovo zrno, tudi pri CBD oljih, jantarjih in tako naprej, damo na začetku četrtino rižovega zrna, zaradi tega, da nas malo popraska, ne, da nas orenk popraska. Ker če damo večjo količino, razen bruhanja, ne vem, kaj lahko naredimo, ko je v krvi, ne, bo pač mogli to narediti. In v bistvu bolj, da začnemo step by step kot orenk na orenk. Ne. Pa povabiva k sodelovanju gledalce in gledalke. Lahko nas pokličete na našo telefonsko številko 03897 0770 in našega gosta seveda o tem tudi kaj povprašate. Jaka, nekaj ste že začeli govoriti tudi o boleznih, pa mogoče katere bolezni pa recimo zdravi, kje je najbolj priporočljiva, ki jo priporočate? Jaz bi sam še nekaj prej povedal, ko ste rekli za telefon. Jaz sem sabo prinesel okoli 90 semen, feminiziranih od kanabije. Jaz pač s to firmo sodelujem, sem zelo vesel, da mi grejo na roke in mi dajo po normalni ceni vse te zadeve. Jaz sem pripravljen vsem bolnikom, ki si ne more privoščiti semenko. Danes, če prijete, ne vem, po oddaji, ki se bo končala pred televizijo, vam bom potalil semenke, da boste začeli se samo oskrbo. Druga zadeva je, imam s sabo papirčke od firme Snell, te mi grejo tudi zelo na roko, naredili smo nove papirčke, na katerih piše učinkovitost konoplje, na kakšen način deluje, čemu pomaga, na koncu tukaj noter imamo pa napisan od bolezni, kako pomaga, zakaj bi vzemali itd. Če želite, lahko pridete, te zadeve sem pripravljen dati zastonj, dobrodelno, zato da boste začeli delati samo oskrbo.
Pa mogoče, da poveva zdaj nekaj o teh boleznih, mogoče tisto, kar ste tudi rekli, da tukaj piše na teh papirčkih, pa da mogoče probava zdaj nekako še midva pojasniti. 99% ljudi, ki do mene pride, so rakavi bolniki. Od tega je 50% ljudi iz paliative. Lahko povem osebno, tisti, ki moj Facebook spremljate, se Nela, Neli drugače je na Facebooku, mogoče kdaj boste videli kaj komentirati na mojem profilu. Punca je mene klicala oziroma mi je poslala message decembra. Ne bom vedel točen, kjerega decembra. Jaka, ti si moja zadnja možnost. Odprli so jo od spodaj vagine do vzgori, odprli pa zaprli metastazo po celem telesu, od trebušne stene, slinovke, jeter in tako naprej. Punca stara 37 let. Jaz sem šel na onkologijo, takrat nisem imel s sabo nobene druge stvari kot samo vaporizer pa konopljo. Midva sva noter v predverju onkologije uporabljala vaporizer in rekel sem mi, če je to tvoj zadnji dan, dajva se orang zapohati, po domač povedan, veselje si narediti, da če bo šla na ti svet, da bo šla, kakor se da normalno, ne, da se boš mučila. Sanela me je danes klicala, nisem se javil, ker sem bil na poti sem. Saneli dajem olje. Do danes sem mi ga dal 20-30 ml. Markerji so ji padali, rak zginja, kar je meni najbolj pomemben. Ampak moram povedati pa naslednjo zadevo. Razočaran sem nad sistemom, ne nad njo, ker vsakega koza lahko prepričate o marsikaj. Pripravili so je do stanja, da je šla lahko na kemoterapijo in v bistvu ta zadnje, ko sem predaval v Ajdovščini, je punca prišla pogledati in pač vidim človeka in vidim, da je v slabšem stanju, čeprav je na konoplji, ne zaradi konoplje, ampak zaradi drugih stvari. Jaz vedno predlagam bolnikom, da naj pridejo do mene, da bojo videli izkušnje ljudi, ki grejo na kemoterapijo ali pa obsevanje. Ali pa naj se pogovorijo s enim človekom, ki je očeta ali pa mamo izgubil. Zaradi tega, ker več kot 100 zdravnikov, kateri so prišli do mene zaradi različnih ali pomoči ali pa drugih stvari, ni šlo na kemo obsevanje ali pa rezanje. Zakaj? Ker je hotela živeti pa imeti kvaliteto življenja. THC ubija rakave celice, deluje protibolečinsko, v simbiozi s CBD-jem. Če boste kupovali uradna CBD, jantarje, olja in tako naprej, moram povedati, da bo delovalo zelo slabo. Zakaj? Zato, ker je tam dovoljen 0,2% THC-ja. Če imamo vsaj 1% THC-ja, bo zadeva delovala, drugače ne deluje. Zaradi tega vedno rečem, kjerkoli na črnem trgu, ko kupujete zadeve, kupite raje manj kot več. Gremo na trg, pa kupimo eno jabolko, ne 10 kil, probamo, a vidimo, smo se zasrali ali ne in gremo pol naprej. Jaka, že imava nekoga na telefonski zvezi. Dober večer, lepo pozdravljeni. Dober večer. Kdo je z nami? Moje ime je. Vašemu gostu bi sam povedal, naj ne govori laži. Konoplja nikoli ni pomagala pri zdravljenju raka. Nikoli ne bo. Jaz sem na ta način izgubil očeta. In naj se že nekam spoka in naj ne zavaja ljudi. Hvala, adijo. Hvala lepa za vaše mnenje. Jaka, tudi take odzive dobite? Ja, seveda. Gospod, zadeva je pač sledeča. Verjetno niste imeli pravih informacij, pravega jantarja, v bistvu olje. Na koncu itak morate vedeti, da smo v bistvu tisti, ki se ukvarjamo alternativno z pacienti, tako pač gospod, ki nima znanja in verjetno zaradi tega tudi na tak način reagira. Gospod, ni vam za zameriti, pridite na kakšen pogovor, da boste mogoče vi delali malo boljš kot vaš oče, ki pač ni doživel ne vem česa na koncu. Jaz bom rekel iskreno sožalje, ampak bom še enkrat ponovil, verjetno niste imeli pravih informacij, pravega zdravila. Tako da v bistvu bom rekel, zaradi ene slabe izkušnje ne moramo metati konopljo v slabo luč na koncu. Hvala za vprašanje in jaz upam, da pridete do nas po kakšno semenko, pa da začnete samo oskrbo. Torej, vsaki bolezni, vsakemu pacientu, bolniku je verjetno potrebno, kot ste rekli, prilagoditi, ne? Veste, kako je? Pač zadeva je sledeča. Bom povedal za gospoda, da bo mogoče še kaj več zvedel o svojem življenju. Celostno zdravljenje. Če bi mi govorili, da konoplja samo zdravi, seveda gospod, konoplja ne zdravi, če se vaš oče ni prehranjeval tako, kot bi se mogel. Če ste se nažirali mesa, živalskih stvari, vam pač žal, ne vem, ni bilo pomoči na koncu. Konoplja razkise telo, deluje vse zadeve, ki sem prej rekel in v bistvu roko na srce, pridite po semenko, zaradi tega, da boste dobili vi izkušnjo, ker zaradi takih slabih izkušenj jaz upam, da drugi ljudje ne bojo zdaj mislili, da zaradi gospodove slabe izkušnje, ki pač je imel,
da je vse tako, kaj je. Ne. Poglejte moj Facebook, poglejte v bistvu medijev, ki pišejo o teh zadevah. Poglejte moje zgodbe, poglejte veliko zdravljenih ljudi, od sanele oziroma bom rekel tako, ne ozdravljenih ali pa ljudem, ki pomaga na koncu koncev. Ozdravljenim jaz, gospod, ne priporočam, da se sploh izpostavljajo, ne, zato ker če človek 5 let ni zdrav, ne, pa da nima dobre izkušnje na konoplji, ne moremo govoriti o uspešnosti konoplje na koncu koncev. Isto je recimo pri kemo obsevanih pa rezanih, ne. Tako da zelo ahlih bi jaz bil pri teh zadevah, sploh če nimam pojma. Govorili ste torej o prehrani, ta je izjemno pomembna. Ma veš kako? Prva zadeva, ki je pomembna, je glava. Ne? In v bistvu konoplja ti daje razmišljanja, ne? Kar bi v bistvu, bom rekel, celi Sloveniji predlagal, ker tisti, ki so na alkoholu, jim v možgan toliko dobro ne dela, kot na konoplji. Prva zadeva, ki je zelo pomembna pri celostnem zdravljenju, je volja. Tvoje telo, tvoje pravila. Toliko je ljudi na svetu, toliko je resnic. In v Sloveniji imamo 11 do 14 tisoč rakavih bolnikov ugotovljenih na leto, kar 99% ljudi, ki do mene pride, so dali čez kemo, obsevanje pa rezanje. To je prva zadeva, kar morate vedeti. Zdaj, jaz nisem proti kemo, če bom vam pomagala, ampak če mene vprašate, Jaka, a bi šel jaz na kemo, rečem, če bi ti moj fotor, ti rekel, si nor. Vi pa naredite, kar želite. Druga zadeva, ki je zelo pomembna, je prehrana. Zdravniki, kolegi, ki do mene hodijo, mi govorijo, Jaka, da je ful pomemben od krvne skupine. Povem. Jaz imam 0 krvno skupino, bi mogel meso jesti, pa ga tudi povoham. Hrana gre pa tako, vse živalske maščobe, vse bele stvari. Živalske pomeni tudi mleko in mlečni izdelki. Pa ne moramo primerjati, gospod, hrano iz vaših mladostnih let ali pa hrano danes na koncu je kad dan pa noč. Fitofarmacevtska sredstva najdemo skoraj že v vseh mesih, ki jih vidite, pa kupite. Vse živalske maščobe, vse bele stvari. Moka, sladkor, sol, riž, tobak, alkohol, kava. Veliko sveže zelenjave in sadja. Tisto, kar na tvojem vrtu zraste, je veliko bolj eko-bio kot pa v Mercatorju, Hoferju, Lidlu ali pa še drugih veleblagovnicah. Zamenjava za alkohol, tobak in kavo. Alkohol, draga Slovenija, lepo vas prosim in poslušalci in tisti, ki kličete seveda. Alkohol zamenjati za konopljo, oziroma itak za vodo. Alkohol kisa telo. Dajmo si prvošati, ne vem, kakšno svadba seveda, da si prvošimo, tudi jaz si prvošim, ampak tega ne delamo vsak dan. Zamenjava za tobak, čista konoplja. Verjetno gospod zdajle govorijo, je bemtiš, tole zdajle zavajanje, zdaj pa še kajenje, pa ne vem kaj. S kajenjem konoplje se lahko odvadimo kajenja cigaret, konzumiranja vseh sintetičnih drog, zdravil na koncu in alkohola. Zaradi kajenja konoplje ne bomo hoteli kaditi, zato ker vsi, ki govorijo, da so odvisni od konoplje, so roko na srcu odvisni od tobaka. Priporočamo pljučnim rakom, takim ljudem, ki imajo probleme gore na pljučih, ki potrebujejo v trenutku. V primeru gospoda, ki je klical in je bil slabe volje, če bi imeli recimo CBD konoplja, pa mu dal en dim te zadeve, verjetno, da bi se dal hitro pomiril in začel razmišljati. Še en telefonski klic, Jaka imava, dober večer, kdo je z nami? Ja, dober večer, Žujo, Peter tukaj. Pozdravljeni. Ja, pozdravljeni. Sem drugač z Ljubljane. Jaz sem imel pa s konoplo glih začetek moje druge raške 20-letne karijere, ker s konoplo sem začel in sem hodil že žensko 3 leta, potem pa pač to ni bilo dost. Kaj pa na to pravite? In poliheroin in kokain. Lahko odgovorim, ni panike. Metelkova in metadon in lahko odgovorim. In zdaj ne vidim izhoda in moram iti na pucanje in dejansko me to obvladuje, da... Jaz predlagam, javno predlagam zdaj, da prideš do mene, pa ti dam 2 ml CBD olja. Javno, ni panike. Ja, lej, kot prva zadeva je, da v bistvu, tako kot gospod pred tabo, nisi imel pravih informacij. Konoplo si kadil verjetno s tobakom, oziroma... Ne, spusto svojo kadilo. Začel si verjetno, ja, vse to ni panike. Hočem pač povedati, ker se ne poznava osebno, da pač droge, začel si verjetno s kavo, začel si z alkoholom oziroma s tobakom. Tako da prosim, da ne delaš slabe reklame spet konoplji, zaradi tega, ker v bistvu... Razumem. Slaba reklama. Ja, ampak, veš, ne moreš... Zakaj je eden dovzeten, pa mu pomaga, drugmu pa ne. Mene je naprej gnal. A veš, to mene... To te razumem. Lej, a veš, toliko je ljudi na svetu, toliko je resnic. In v bistvu, bom še enkrat ponovil, če bi ti imel ta prave informacije, tako kot gospod in, ne vem, bi sprejel, jaz se še enkrat javno ponudim tebi, da ti dam 2 ml CBD olja,
začnemo terapijo, pa boš sam videl, kam pa stacijo moli. Ne, imam zdaj problem, to meni nič ne pomaga, zato ker sem na metadonu. Seveda, samo bom ustavil te bom. Razumem, ampak ena zadeva, ki je, lej. Jaz bom pozitiven, ker moram vodo dajati, bom pač pozitiven in konoplja ne gre zraven, ker jaz grem na pucanje vsega. Razumem. Jaka se opravičujem, jaz, gospod Peter, predlagam, da se z Jakom nekako pokontaktirate, pridete v stik, kot je Jaka že povedal, je prisoten na družabnih omrežjih. A si zapišeš moje telefonsko, pa me pokličeš, sicer ti povedal iskren, zjutraj sem totalna menstruacija, po domač povedan, mi ni dobro dobiti na telefon, popoldne se bom bolj razgovoril. Zapisi telefon, pa se vas slišala, pa bo videla, kaj lahko narediva, ne? Ker v bistvu, lej, nisi prvi, pa nisi zadnji, ki je prišel s tem problemom do mene, v bistvu, a veš? Ja, ker to je zdaj oren problem, ne? Razumem, in jaz z veseljem pomagam. V bistvu meni gre za life, ne? Vem, zapiši si moje telefonsko delovno 040 kar. Peter, okej, no. Kar dej, 040 Ja. 29 8783. 8783, odlično. Hvala lepa. Ej, se sliša, lepo bo, hvala za klic. Hvala, čau. Čau. Pa če mogoče, Jaka, kar tukaj nadaljujemo, kaj pa ta odvisnost o tem, ko kar veliko pravijo, da postaneš odvisen, da je to odvisno tudi od katere konoplje? Jaz mislim, da, ko govorimo o odvisnosti takrat, ko prežgemo televizijo, radije, medije in ko oni govorijo pa prodajajo svoje stvari, da so boljše od konoplje na koncu koncev. Takrat govorimo o odvisnosti. Bom povedal tako, no, imam človeka, ki je kokainski odvisnik. CBD jantar mu pomaga, tako kot bom rekel epileptikov, tako kot depresivcem itd., da jim blokira misli. Tista odvisnost, katera ti dogaja noter v tebi, jaz pa potrebujem, enostavno zgine. Nisi nemiren, kar je zelo pomemben pri tebi. Bom rekel, pri depresivcih, maničnih depresijah, šizofrenijah nimajo črnih misli, samo morilskih nagnjenj. Jaz mislim, da je isto pri krizah, na koncu pri tej bolezni, odvisnosti. Lahko povem, da imam prijatelja, ki se je s konopljo pozdravil odvisnosti. V bistvu ni tukaj sam konoplja, ki pomaga, se bova osebno pogovorila, ti bom povedal še par v bistvu stvari, ki pomaga pri hujši odvisnosti od drog na koncu. So bili ljudje na iglah, pa so nehali v 3 tednih te zadeve delati, ampak je treba imeti enega človeka, ki ti pomaga, ki te usmerja, zato ker če bi to človek sam delal, bi več sranja kot koristi naredil. Hrepenenje po drogi je pač odvisnost. In v bistvu tudi jaz sem probal različne, bom rekel, od sintetike naprej in znam svetovati, da mi je vedno konoplja pomagala, da mi ni zanesel v nobeno drugo zadevo. Je pa pač res, da pred 10-12 leti sem konopljo konzumiral s tobakom in z drugimi stvarmi. Tudi jaz, ko sem z drogami začel, sem začel s kavo, alkoholom in tobakom, ni bila konoplja ali pa kaj drugega. Prej ste govorili, da je večina tistim, ki prihajajo k vam, da so to rakavi bolniki. Kaj pa ostale bolezni, da še nekaj poveva o teh? Imamo pozdravljeno multiplo sklerozo. Ja, farmacevti, medicinci, multiplo sklerozo. Tisti, ki ne verjamete, vtipkite v Facebook ime Irfan Rimk Ribič. Fant je prišel do mene iz Bosne, iz Sarajeva. Cela familija so prišli do mene. Takrat je težko hodil. Imel je lezje po celem telesu, v možganih. Vzel je 10 ml na začetku. Vedno pravim, raj manj kot več vzamete, ne velike količine, zato ker se morate naučiti, da vidite, kam pa staco moli. V enem mesecu je fant klical nazaj in rekel, to neverjetno deluje, Jaka, pridemo še iskat. V 3 mesecih so me klicali, jaz nimam več multiple skleroze. Ta fant zdaj le daje intervjuje na Hrvaškem, v Bosni in v Srbiji. TV Pink, HTV in tako naprej. Ne boste verjeli, da Bosanci, ki pridejo do mene, kar je najbolj žalostno, vedno rečejo, da je isto kot Irfanu. Moram povedati še enkrat, vsako biti je individuum. Imamo človeka, ki je pozdravil za 4 ml konopljnega jantarja, zadnji stadij raka. Pa imamo človeka, ki je tega pojedel več kot 1 liter, pa ni pozdravil raka. Tako da Jaka noče zavajati. Jaka vam sam pove, da boste imeli kvaliteto življenja. Če bo človek živel, preživel in pozdravil raka, je to samo dobrobit. Irfanu nisem obljubil nič drugega, kot
samo kvaliteto življenja. Kaj imel on srečo, moram povedati, da srečo je imel, da ga cela družina podpira, da oče Rusmir, brat in mama, da so v bistvu skoraj fanatiki glede konoplje. Oče tudi konzumira in zaradi tega njemu ratali, nismo pa vsi Irfani, Jakati ali pa Sanele. Še enkrat povemo telefonsko številko, kamor nas lahko pokličete, našemu gostu zastavite vprašanje 03 897 0770. Vabljeni torej, da nas pokličete. Jaka, pa mogoče še ostale, poleg multiple skleroze, kaj še recimo? Kronova bolezen, diabetes tipa 1, tipa 2. V Bosni imamo tipa 1 premaganega, MS. Mišične distrofije, tinitusi, insomnije, v bistvu bom rekel, več kot 1500 zdravilnih učinkovin ima konoplja oziroma 1500 stanj po zdravju. Imamo kinologinjo, ki je prišla do mene z tinitusom pa insomnijo. Insomnija ti zvoni v ušesih, tinitus, bolečine v mišicah. Z vaporizerjem, se pravi z uporjevalnikom in s konopljenim jantarjem je v bistvu vse te težave rešila. Dala je tudi javno intervju za, mislim, da je Pop TV se mi zdi, ampak sem takrat je zahteval, da v bistvu ne izpostavljajo javno osebe. Je pa več načinov konzumiranja. Ljudje morate pač vedeti, da vsi, ki delate oralno, to je v bistvu najslabše konzumiranje, samo do 20% zdravilnih učinkovin. Zaradi tega pravim, pridite do nas, da boste dobili informacije. Samo kajenje je 10% več zdravilnih učinkovin, se pravi 30%. Priporočamo v bistvu vsem, ki imajo probleme pljuč, ki potrebujejo v trenutku. Imamo tukaj vaporizer ali mazanje, maligen melanom, kajenjem vaporizer glih tako kot kajenje. Še en telefonski klic imava. Dober večer. Dober večer. Kdo je z nami? Ja, pozdravljeni. Mene pa zanima, če je to za pešenje srca konoplja. A pa za ritem, aritmijo. Srčno aritmijo. Hvala lepa, bova z Jakom odgovorila. Jaka, izvolite. Hvala lepa. Hvala, lahko noč. Najlepša hvala za vprašanje. Gospa, prelete po eno semenko, da ne boste imeli aritmije. Seveda pomaga. Mogoče prej nisem dobesedno povedal. CB1, CB2 receptorji skrbijo za to, da vaši organi delajo svojo funkcijo. Zdaj, vaš srce, vaša pljuča, moja glava na koncu koncev. Tako da ja, seveda. Ampak kot vidite, recimo na moji roki, jaz imam recimo 4 kanabinoide, ki so mi zelo pomembni. Kanabinoidov ima konoplja več kot 100-200 in v bistvu funkcijo vseh še niso ugotovili. Ene deluje protibakterijsko, protibolečinsko, imunetno in tako naprej. Tako da jaz mislim, da ja. A veste, gospa, morate probati, da boste vedela. Veliko ljudi, ki do mene pride, pa me vpraša, a si delal to zadevo? Lej, če nisem delal, bom iskreno povedal, nisem delal, ampak morate vi poskusiti. Mogoče boste prvi, ki mi boste dali svoje izkušnje, da bom jaz ljudem naprej povedal. Jaz sem pač toliko ljudi dal čez, da predlagam, da mi povete marsikaj, da mi jaz lahko naprej to raztrobo, ker vaša izkušnja mogoče pomagala tudi enemu drugemu. Še en telefonski klic imava. Dober večer. Dober večer. Dober večer, pozdravljeni. Bogdan pri telefonu. Pozdravljeni. In sicer multipla skleroza. Začelo se je z recidivno reminentno, zdaj pa prešla v napredujočo. Bi se dalo pomagati kaj s konopljo? Ja, se da. Irfan je bil v takem stanju, da ni mogel hoditi. In v bistvu takrat so prišli do mene samo zato, da bi rešili te nus pojave oziroma stranske učinke MS-a. Oni so začeli orang terapijo in v bistvu njemu je ratal. Moram pa pač samo eno zadevo povedati, da takrat, ko ima bolezen zagon, takrat, če bomo velike količine jedli, ne bo toliko pomagali. Jaz vedno pravim, da tisti, ki imate MS, avtoimuno bolezen, raj konstantno jejmo, zaradi tega, da ko do zagona pride, da je ta zagon veliko manjši, slabši, da niste toliko v slabem stanju, kot bi bili drugače. V bistvu jaz zagonov nimam. Okej. Gre pa na slabija, Aha, se pravi, verjetno hoja in tako naprej, Ja, malo ga, ja. Pa verjetno držanje in tako. Ja, teoretično, da govorijo zdaj v teoriji, teoretično CBD bolj pomaga kot THC, ampak recimo v Irfanu, ker vedno govorimo o Irfanu, o teh boleznih, on je MS premagal oziroma si pomagal pri teh zadevah za THC smolo, In jaz vedno pravim, poskusiti morate, vzamite nekaj, ne vem, bom rekel CBD smolo ali pa nekaj THC in pa boste videli stranske učinke le teh,
Ker THC vas bo vsem malo motičnega naredil, boste lažje zaspali, boste razmišljali, kaj se bo z vami zgodilo. CBD bo pa mogoče sam zablokiral misli, lažje boste vse skupaj delali, ne boste pa čutili tako, kot pri THC-ju, ja, jebem ti, jaz sem pa zdaj v lepšem stanju, am razumete? No se pravi, rečemo, kaj predlagate, kapljice ali kaj? Jaz bi predlagal v bistvu prvo pogovor pri nas, a veste, recimo kapljice, lahko take kapljice oziroma jantar, lahko macerat, načeloma pa tudi, zdaj, ko si pač povedal, katero bolezen imaš, rektalno svečke, ker vse, kar je povezano s prostato, modi, anusom, okvaro notranjih organov, se pravi ledvica, jetra, pankras, kila oziroma možgani, kar pri te pride v poštev, rektalno svečke naredimo. In tukaj je najboljši izkoristek. Jaz iskreno povedam, bi pri te, pa pri vseh, ki imajo ta problem, kot ti, probo rektalno. Zato, ker je od 70 do 90% zdravilnih učinkovin, medtem ko oralno je samo do 20% zdravilnih učinkovin in 50 jih mi vržejo v luft, ne? In to ne glede na stanje, veš, zdaj sem jaz povedal zaradi glave, možganov, ne glede na stanje bi jaz vsem predlagal ali v vagino ali v anus dajo te zadeve, ker bomo največji izkoristek dobili. Je pa seveda pametno, da veš, kako, na kakšen način delati, itd., a ne? Zaradi tega predlagam sestanek pri nas. Tako, hvala lepa za vaš klic, da damo priložnost še nekomu drugemu, pa seveda, da se predlagam potem povežete z Jakom. Kot smo rekli, vas najdejo tudi na spletnih družabnih omrežjih, lahko z vami stopijo tudi v kontakt. Prej sva že tudi rekla, da se je vsakemu potrebno individualno posvetiti po vsaki posamezni bolezni. Pa prej ste rekli, da tudi vi še vedno jemljete inzulin. Kako je z ostalimi zdravili pri recimo bolezni? Ja, ker sem rekel, da deluje protibolečinsko, protinetno in tako naprej, da reče kri. Jaz pri rečenju krvi vedno predlagam, da gremo do zdravnika, po drugo mnenje dati kri, da vidimo, kam pa staco moli, ne. Ker veliko farmacevtov, ki do mene pride, mi prinesejo vrečke medrola pokazati, pa pravijo, veš, mi se imamo pol zdravnikom, že 1 let v narekovajih jemo medrol, ampak moje jetra so pa dobra, ne. Ne tepe se z ničemer, ok, bom rekel protibolečinsko, bo sam še bolj protibolečinsko deloval. Zdaj, če meni konoplja ne deluje protibolečinsko, da mi ne znižuje sladkorja, bom valjda še inzulin vzel, drugače ga tudi po vohu ne bom. Je pa pač res, ne, da živci so največji problem. Jaz vsem vam predlagam, da nehate gledati uradne televizije, kot so RTV, Pop TV in da se vržete na, ne vem, velenjsko televizijo, ene lokalne televizije, ki vam dajo, mislim, roko na srce, pogledajte, kaj imam jaz na lokalni televiziji. Vse prepovedano, ne, ki vam dajo več informacij, da se te vi pomagali. Ker jaz sem na črni listi slovenskih medijev, mogoče ne pri vas, pa pri še kakšnih, ampak pri večini sem, ne. In to od takrat, ko sem bil na televiziji s tem oljem in Milan Ukreko, ko sem rekel, da se ne pogleda malo v špegu, a ne, pa da ne začne na sebi delati, ne pa govoriti, da konoplja mogoče pa ni to, kar mi govorimo, a ne. Še nekoga imava na telefonski zvezi. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Pozdravljeni, Zlata pri telefonu. Če te jaz bi rada poprašala pravzaprav za hčero, ko ima raka na dojki, kako gre tole skupaj z kemoterapijo? Hvala lepa. Jaka bo poskušal odgovoriti. Bom poslušala. Koliko je stara? Ja, hvala. Ja. Ok. Vedno me zanima za starost, ne, zato ker starejšim se stvari kasneje razvijajo, kot pa mlajšim, ne, in v bistvu, zdaj bom povedal izkušnjo 36 letence. Odrezali so ji dojko. Je šlo na drugo dojko, so ji odrezali drugo dojko, je šlo na trebušne brezglavke, želodec, kosti, možgane itd. Ta punca ni preživela, ne. Tudi hodila do nas na koncu. Ko sem govoril o zdravem načinu prehranjevanja, je mama pa hčera sta mi rekla, pa mi smo že nekaj cajta vegani, ne. Najdete vzrok težav itak najtežji. Če ga ne najdemo, dajmo delati, da bomo premagali zadevo. Zdaj, če bi bila to moja sestra, gospa, bom govoril, ok? Če bi bila to moja sestra, bi rekel snora, da hodiš na operacije. Zato, ker kirurg je prišel do mene, on ne bi da odrezati malignega melanoma, zato, ker ko ti odrežejo zadevo, metastazira kamorkoli po telesu in pol kvalitete življenja, ni več kvalitete življenja, ampak je mučenje. In jaz raje vidim, da se gospodična posveti z enim oziroma da začne delati na samoskrbi, da prebere. Lepo vas prosim. Tele knjige so nujno potrebne. Kmalu bom imel slovensko knjigo o vzgoji konoplje, to so pač tuje knjige o sami vzgoji konoplje in na kakšen način boste vi to vzemali, ne.
Jaz predlagam, da pride na kakšen sestanek do nas, da se mogoče pogovori s kakšnim našim pacientom. Vedno, ko pridejo ljudje do mene, rečem, a lahko kakšno izkušnjo povejte tem, ta novim, ko so prišli. Beseda da besedo, a ne. Predlagam, da me na Facebooku kontaktira. Jaz sem na Facebooku Jaka Bitenc, imamo tudi več strani na Facebooku. Tam sem malo bolj zgovoren, kakor po telefonu, kjer je pač zadeva prepovedana. Tam je lahko tudi povežem z ostalimi pacienti, dam kakšne linke ljudi, da ona kaj vpraša njih, kako so šli čez to vojno, čez katero zdaj hodijo, ne. Velikokrat govorimo večinoma samo o tistih, ki so bolani, ki imajo določene bolezni. Kaj pa tisti, ki so zdravi? Kaj pa preventiva na tem področju? Preventiva je nujna, da ne boste zboleli tako kot jaz, Milan Krek pa vsi ostali, ki smo v javnosti. Ker nobenega zdravega ni, kakor vidite očitno, ne. Jaz mislim, mogoče bo zdel kapitalistično, ampak vedno, ko pridejo ljudje do mene in, ne vem, dobijo na črnem trgu olje, rečem partnerjem, dajte poskusiti olje. Seveda, ko bo z vašim partnerjem v redu. Zakaj? Ker če je bolezen v družini, pa če je slaba izkušnja, se to lahko naveže na mene. Jaz, če nisem psihično dosti močen, lahko skozi bolim, kot vsi ostali. Zaradi tega je preventiva nujno potrebna. Lahko povem izkušnjo Hrvatov, Bosancov, te so itak največji borci ali pa Srbijanci, ne. Ljudje vzamejo olje na črnem trgu in pol imajo največji problem prinesti to domov, prinesejo domov in pol družini razlagati, ti sine bo tole jedel, to je vojna doma. Ne? In Hrvat, kako je to rešil? Hrvat je prinesel to domov, sine je imel pljučnega raka pri 19 letih, danes jih ima 21, raka fant nima več. Valjda so nas poslušali, pa tudi veliko sebe. Ko je prinesel domov robo, je rekel vsakmu od sorodstva, vsi so bili v bajti, davaj prst, vsi so dali prst, ni dal veliko količino. Dal je samo tokle, da so probali. In to je največja količina, ki jaz predlagam vsem ven, da probate na začetku. Vsi so probali. Dan pred sinom. Prej je bila vojna, naslednji dan so bili vsi tih, ko je sin vzel zdravilo, so samo kimali z glavo in podpirali zadevo, ne. Podpora družine, jaz mislim, da je najbolj pomembna, ne, ker če te podpre mož, žena, otrok, sestrična, bratranc, ne, veliko pomeni. In na koncu, ko pridete do zdravnika, ne hodite sami, če niste močni, pa če niste toliko bumbari, kot jaz, da rečete direkt, ne, pa nekaj po ovinkih, ne. Ker mrtvi ne govorijo, ne, in v bistvu teh mrtvih imamo mi malo morje na koncu, ne. Kaj pa pri, recimo, tej preventivi, ne, če je pri bolezni potrebno točno določiti, kaj in kako, kaj pa preventiva? Kar vzeti nekaj ali pač mogoče se posvetovati, ne? Spet posvetovati se. Ko pridejo ljudi do mene in rečem jaz, ko končamo intenzivno terapijo, katera če se ne omejen, glede na stanje bolnika in njegove bolezni, se prav lahko tudi traja, bom rekel, v povprečju zdajle, da rakov bolnik v Sloveniji premaga raka s konopljo, ne s pomočjo druge medicine, ne, je leto pa pol pa več kot 120 ml konopljnega jantarja. Pa veste zakaj? Ker smo čustveno vpleteni v to vojno. Najlažje je zdraviti otroke pa živali, ker niso psihično v tej vojni in v bistvu otrok bo vzel, vzel pa ne bo nič spraševal. Je pa ena zadeva, zaradi tega sem prej pokazal količinsko. Tudi psu ali pa otroku, če boste dali večjo količino, ne, saj niso glupi. Tudi oni bojo rekli, joj, tega pa ne, če je bilo prehudo za njega. Jaz imam izkušnjo in z otroci, in s starejšimi ljudmi, in živalmi. Mogoče smo napako naredili na začetku, preveč smo dali in pes tega ni hotel, ne. Če bi manj začeli. Vzdrževalna terapija je mililiter do 2 na mesec. Vsi me vprašajo, kako pol, enkrat na teden. Jaz bi raj vsak dan po malo količino. Prej, ko ste videli, ko sem pokazal, to količino prepolovimo še na pol. Se pravi, 2 meseca, en mesec imamo 2 mililitra, vsak večer 2 uri pred spanjem damo gor pod jezik in to je to. Ful pomembno je, tisti, ki konzumirate konopljo, da pred konopljo konzumirate lecitin. Lecitin bo poskrbel, da bo percepcija kanabinoidov v receptorje CB1, CB2 do 300-krat boljša. Kaj dan pa noč na koncu, ne. Lecitin, sojin, žiten, sončničen, konoplin. Jaz imam sojinga, oziroma veliko čokolad imam. Konoplo, jantar pa jejte z maščobo. Jaz predlagam kokosovo maščobo, na katero se itak vežejo kanabinoidi. Kokosovo maščoba pa zna potencirati delovanje kanabinoidov, da močneje delujejo. Tako delamo tudi svečke, macerate, kreme, ne. Bom rekel, luskavco lahko namažemo, ampak bom rekel, iznot na ven je vseeno veliko boljše samo mazanje, ne. Rekli ste, da se lahko ustrašijo, če je odmerek prevelik. Zakaj? Kaj pa se zgodi, recimo, in česa se ljudje potem ustrašijo? Lej, recimo riževo zrno, tako kot ga tukaj kažem, ne, je enako gramu ali pa 2 gramom konoplje. Človek, ki nikoli ni probal konopljo, ki ga je strah, recimo sem imel pacienta, ki je prišel iz Ptuja do mene za očeta iskat
In sem rekel, Mitja, prosim ti ne probati konoplje, ker začutim človeka in vem, kam bo šlo. Naslednji dan je bil on pri meni, ker je probal zadevo, takole je bil pred mano in rekel, jaz sem imel žive sanje. En teden, 2 tedna, človek, ki je imel v zadnjem stadiju raka, ni probal konoplje. Moja izkušnja ne bo ista tvoji izkušnji, to si probite zapomniti gledalci, tako da vsak, ki proba, mogoče drugačno izkušnjo imel, ampak deloval bo pa mogoče približno isto. Ful pomembno pri celem konzumiranju je pozitiva. Pozitiva, ne da ti neki v strahu, da slišiš tam eno zgodbo, ki je drisk v bruhu, pa ne in kaj. Pol se lahko marsikaj zgodi zaradi tvojega minda, ne. Absolutno minimalne količine. Dokler ne začutimo vzadnji, da nas nekaj popraska, po domač povedan, gledate televizijo, pa rečejo, vojna bo, vam je pa smešen, se pravi, je prijela, ne. Takrat začnemo večati, do takrat pa ne večamo, ker se je že zgodilo, da so ljudje probali in so rekli, en teden ful dobro dela, naslednji teden so povečali količino, so mi klicali z urgence, da je človek dol padel, če so to naše žalbe, ne. In v bistvu, a veš, pol mind tebi govori, ti, Marjana, ne zaradi tega, ker si drisk v bruhu, na kemoterapiji vse ni bilo to hudo. Še enkrat ponoviva telefonsko številko, kamor nas lahko, dragi gledalci in gledalke, pokličete, 03897 0770. Povedali ste kar nekaj zgodb, izkušenj, to je verjetno tisto, kar ljudi tudi najbolj zanima, tudi to vse tiste pozitivne. Pa me zanima, kaj pa recimo v tujini, vemo, da je kar nekaj držav že tistih, ki so spremenile zakonodajo. Kakšni so odzivi od tam? Jaz lahko povem, da pacienti do mene so prišli iz Izraela, Amerike, Portugalske, Španije. Posod, ker delajo, je v bistvu sistem približno isti, saj sistem delovanja. V bistvu industrija ima vajeti čez, ljudje imajo bore malo. Čeprav bom rekel, tukaj Češka pa Španija jim vsem dovolijo nekako samo oskrbo. Odvisno, kako se človek znajde. Jaz sem iskreno povedal, da zdravniki, zakaj zdravniki vprašajo, vidijo vas malo bolj situiranega, pa vas vprašajo, kaj ste po poklicu, a ste kakšen odvetnik, a ste kaj pomembenega, ne? Zakaj? Zaradi tega, ker se bojijo svoje varnosti oziroma svojega poklica denarja na koncu koncev, ne. Se sploh ne vem, kaj povedati, ne. Kakšne so vaše izkušnje, recimo, kako to gre v tujini? Isto, kot pri nas, stara. Čist isto, zaradi tega, ker iz Izraela so prišli ljudje in mi je bilo ful čuden, ker je Izrael država, ki je najbolj napredna glede konoplje, ne vem, bom rekel tako, kot Kanada na koncu koncev, ne. In pol jaz vprašam te Izraelce, ja, zakaj pa vi niste, ne vem, prek svojih lekarn dobili oziroma, ne vem, v domu upokojencev, ki tudi sedijo konopljo, to je pa zelo težko, moraš pa priti zraven, imeti prave kontakte, v ta pravem kraju biti rojen, bla, 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 ne. Tako da tukaj po mojem isti način dela, bom rekel, da tam sam mogoče več stvari ponudijo. Imajo, ne vem, v Španiji veliko več fitofarmacevtskih sredstev iz konoplje narejen, recimo gor na Nizozemskem. Tega pri nas še ni, ne. Recimo Nizozemskem je všeč zato, ker vse imajo za lastno uporabo 5 konopelj, se pravi, en Slovenec se lahko gor preseli, ker je pri nas prepovedan, pa si gor začne delati samooskrbo, ne. Je pa pač posod isto, nehajte spremljati sistem, medije, industrijo, bom rekel, no, medije. Lej, se jaz tudi spremljam medije, ampak to bom rekel večinoma prek interneta, ali pa če mi ljudje kaj povejo, televizije ne gledam, ne. Če pa še kaj pogledam, moram pa, veš, tako kot vseeno najti tisto, kar me najbolj zanima. Tukaj je isto. Ker na internetu je en kup informacij in jaz vas prosim, da vse, kar preberete, da ne vzemete za sveto. Tudi pri meni na koncu, ker to so moje izkušnje, ne? In tako je gospod na začetku, ki je poklical, pa je povedal, da zadeva ne deluje, slaba izkušnja ne pripelje do tega, kar mi delamo, ker imamo več dobrih kot slabih izkušenj. Moram pa pač povedati, da je tudi kar nekaj slabih izkušenj, ki so povezane v bistvu s tem, da se človek ne more odločati, ne? Gerson, Budvig, Brois, urinoterapija, posti in tako naprej. Ena zadeva, ki je rakavi bolniki, moram povedati, iz Savinjske doline imam Bilija, največji borc, 12 leta se je boril s Hodgkinsom. Danes jih ima 21 let, jaz sem njega najraje na svetu. To je, mislim, ko ste spoznali te moje prijatelje, paciente, ki do mene hodijo, boste vedeli, o kom govorim. Vedno, ko pridejo ljudje do mene, jim rečem, dajte povedati izkušnjo pacientom. Bili je bil en dan pri meni, hvala Bili, ki si to povedal. Vsi smo jokali, ki si govoril, verjetno se spomniš. Je rekel, v bistvu,
prva zadeva, ki se mi je ful pomembna zdela, je rekel, veš, Jaka, bil sem na postelji in gledal mu nebo gor in pravim, pa daj, pober me ali mi pa daj moč, da bom ali ne bom. Veš, od 12 leta do 21 to ni malo, 9 let mučanja, kemo itd. Zdrži. In rekel je, da to so sponi pa paci, da to je tako kot morje, nekje je ful dober, da lahko normalno lovijo, nekje ne morejo nič loviti. Naslednja zadeva, ki je pa zelo pomembna, ki je rekel kot prva, je pa rekel, Jaka, povej jim, 24-urni post, to naredite nujno. Plus tega naredite 72-urni post vsaj enkrat na mesec. Zakaj? Zaradi tega, da boste spraznili svoje telo, svinarije, delite klistirje, delite na tem, da boste črevesje spucali, ne? Rese. Imamo zeolit, imamo visoke doze C vitamina. Gospod, ni samo konoplja, ki zdravi raka na koncu. Sam pri visokih dozah C vitamina je dobro vedeti, da v bistvu te ubijajo delovanje THC-ja. Zaradi tega bi jaz vsem priporočal, da prvo naredijo terapijo visokimi odstotki C vitamina, potem delajo pa recimo konoplo, zeolit in ostale stvari. Pri vsaki terapiji prebrati si, zaradi tega, da te vedeli, kam pa staco moli. Moja izkušnja bo ista tvoji, zaradi tega, pač, kot sem prej rekel, imamo zdravljenega raka s 4 ml, pa človek ni premagal raka, ki je tega 1 liter pojedel. Tako da, vedno me vprašajo, koliko jaz rabam Jaka tega hola. Jaz nisem Nostradamus, ne vem tudi za sebe, ker če bi za sebe vedel, se verjetno ne bi več toliko ukvarjal s temi zadevami, kakor se. Rekli ste prej, predlagate zvečer. Zakaj? Zvečer začnemo zaradi tega, da prespimo vso to omotičnost, stranske učinke konoplje. Te stranske učinke konoplje so meni zelo všeč, jaz ne znorim, lahko Milanu Kreku rečem, kar se mi zazdi na koncu koncev. Če ne bi na konoplji, verjetno teže šlo to iz mene. Vsaj 2 uri po večeri, to je pomembno, ker se konopljeni jantar predstavlja na koncu kot maščobe. Jaz rečem vedno rižovo zrno, poližemo prst, damo rižovo zrno. V obliki basmati razkuhanega riža, nekaj tazga, ampak ker previdnost mati modrosti je tale količina na začetku prva, ko jo boste probali in nič več. To vas srčno prosim, da ne bo prišlo do problemov, ker pol bo barbka delala psihologu in psihiatri še veliko več, kot pa mi. Pod jezik, kjer imamo žično žlezo oziroma orto, najhitreje prime. Tisti, ki imajo nižji pritisk, zato ker zadeva znižuje pritisk, ker pač delamo bolj za rakave bolnike. Če je to človeško telo, to pa dolžina dneva. Zjutraj, ko se zbudimo, imamo največ energije in tudi največjo količino lahko pojemo. Popoldne bomo pojedli srednjo količino, zvečer bomo pojedli najmanjšo količino, da nas partner zjutraj iz postelje ne bo poberal. Pod jezik, kjer imamo žično žlezo oziroma orto, malo stane gor, namažeš, podmažeš, kakorkoli. Lahko nekaj cajta pustite, lahko karkoli popije za čez. Jaz ponavadi to dam gor, popijem, ker sem navajena. Če ne marate okusa konoplje v svojih ustih, predlagam, da namažete kakšno jabolko, kakšno solato, kakšno celulozo papir, namažete, pogoltnete in je. Samo če boste dajali pod jezik, bo najhitreje prijel, oziroma če boste dajali vzgori, tako kot ljudje delajo. Pol se pa pač drugi, tretji teden večajo količine. Pri rakavih bolnikih je to zelo pomembno, da povečajo količino. Tudi pri avtoimunih je zelo pomembno, recimo Irfan je v 3 mesecih pojedel 75 ml konopljinega jantarja, je začel hoditi in je danes v normalnem stanju. Zakaj njemu ratalo? Zaradi tega, ker je delal tako kot rakavi bolniki. Večina rakavih bolnikov ne dela na ta način, kot mi pravimo. V 90 dneh pojemo 60 ml konopljinega jantarja. Kar je zelo pomembno in to moram poudariti. Ljudje, ki ga hodite na kemo, obsevanje pa rezanje. Če bi moji starši rekel, da ste nori, moji sorodniki. Med kemo po obsevanjem priporočam, da jete konopljeni jantar, ampak jete ga samo to, da lažete bolečine, slabosti, ker obsevanje in kemoterapije ubija vse zdrave in nezdrave celice v tvojem telesu. Poleg tega ubija tudi receptorje, CB1, CB2 in v bistvu oni ne morejo delati. Se pravi, takrat lahko lajšamo, da bomo lažje zaspali, jedli, da se bomo lahko, ne vem, podelali po domač povedan, pa da nam razmišljali, kaj se bo jutri z nami zgodilo. Med samim obsegom kemoterapije, dokler ne končamo, jemo rižovo ali pa 2 rižova zrna na dan, maksimum samo zvečer. Je pa pač ena zadeva, ki jo morate vedeti, dan pred kemoterapijo bi jaz razdelil rižovo zrno na ta način, da pojem zvečer polovico rižovega zrna. Zakaj? Zaradi tega, da prespim, pa ne razmišljam, kaj se bo jutri z mano dogajalo, pa da zadeva valjda dela. Zjutraj, ko se zbudim, vzamem 1/4 rižovega zrna.
Ko grem na kemoterapijo, sem na kemoterapiji na olju, sproščen, kada sem na Havajih, super. Ko pridem nazaj, če imam stranske učinke, ki niso luštni, po drugi kemoterapiji ziher ne, vzamem še četrtino riževega zrna. Tako smo mi cel dan samooskrbni oziroma s tem zdravilom, ki bo deloval protibolečinsko, protivnetno, antidepresiv, kar je najbolj pomembno pri rakavih bolnikih. Seveda zvečer pred spanjem vzamemo spet riževo zrno in delamo naprej. Ko končamo kemo obsevanja, začnemo s 30% več konopljinega jantarja. Zakaj? Zaradi tega, da telo spravimo do vsaj 50% delovanja, kakor je bil pred kemo obsevanji ali pa rezanji. Še enkrat vas povabiva k sodelovanju, ostalo nam je še nekaj minut, zato nas lahko še pokličete 03 897 0770. Jaka, kaj pa epilepsija? Kar nekaj je bilo govora tudi o tem, tudi v Sloveniji so potekale študije o vplivih medicinske konoplje na zdravljenje epilepsije pri otrocih. To so oni naredili lanskič, se mi zdi, te zadeve, oziroma že malo prej so jih začeli delati. Mi smo pred 3-4 leti začeli delati z industrijsko konoplo. Sodelujem pač z veliko, bom rekel, ljudmi, ki so iz različnih fakultet. Jaz sem se tam naučil glede zdravilnosti industrijske konoplje, tudi ko sem jo sam delal. Te raziskave, ki so jih delali naši strokovnjači, so bili na medicinski konoplji sintetiki, po domač povedan, sintetičnem kanabidiolu, CBD-ju. Uspešnost je bila 75%. Kaj bi bilo, če bi bila naravna konoplja, se vprašate ljudje božji, ne? Naši pacienti, ki so prišli do nas, pa so zahtevali industrijsko konoplo in so jo tudi dobili, starši otrok niso videli stranske učinke, ne, ampak so šele zdravniki povedali, da v bistvu otrok ima manj napadov zvečer. Ko so zdravniki to rekli, smo mi vedeli, da smo na pravi poti. Z industrijsko konoplo, dragi starši, se pa najlažje samo oskrbeti. In na ta način, če boste želeli, lahko vam, valjda me pokličete na naš telefon delovni, vam bom dal telefonsko številko največjega proizvajalca oziroma prvega proizvajalca industrijske konoplje pri nas, Dejana Rangeja, pa ga malo pocukate za rokav pa rečete, da ti, a mi lahko prodaš kilo, 2 industrijske konoplje, bi jaz naredil jantar. Vi boste naredili glih takle jantar, bo vsaj takole izgledal kot tole, ampak bo imel večjo vsebnost vseh kanabinoidov, kar je veliko bolj za pacienta. S tisto konoplo boste dosegli kvaliteto življenja pri otroku, manj napadov, se pravi, lahko bo normalno živel. Punca, starš otroka, ki je prišel do mene, ima otrok 30 do 40 napadov na dan, kar si jaz ne predstavljam. To so pač ti, ki dol pade, pa mogoče spet pri sebi. To se je zmanjšalo za več kot 10 takrat, ko so oni začeli s temi zadevami. S tem očetom se več ne slišim, moram priznati. Zakaj ne? Zato, ker vsakmu, ki pride do mene, predlagam samooskrbnost. Vzamite semena, pokličite Dejana, najte nekaj konoplo in začnite z samooskrbo. Še zadnji klic bova sprejela. Dober večer. Kdo je z nami? Ja, dober dan. Ja, lepo pozdravljeni. Če bi lahko še enkrat telefonsko številko povedal. 040 29 87 83. Ste zapisali? Ste uspeli? Lahko zapišemo kam, pa jo pokažem na kamero, bo tako lažje po mojem, ko bojo videli. Ste uspeli zapisati? Jaka, mogoče še enkrat ponovite. 040 29 87 83. 040 29 87 83. Hvala lepa, mislim, da ste zapisali. Jaka, sva že skoraj pri koncu, pa mogoče za konec, veliko ste govorili o različnih zgodbah, vem, da se je veliko govorilo tudi o vaši zgodbi, pa mogoče čisto za konec na kratko, ta res vaša izkušnja od začetka do danes s konopljo. Jaz sem začel v bistvu pred kar nekaj cajta nazaj, bom rekel danes, orang sem začel pred 7 leti te zadeve delati, ker sem imel možgansko kap oziroma leva stran mi je nehala delati in sem dol padel, enostavno nisem bil več normalen. Takrat sem začel te stvari delati. Bil sem 3 dni brez inzulina. Dokazal sem svoji bivši punci, s katero sem otroka naredil takrat, ni verjela. Pol sem nehal delati tako celostno.
Ker moram iskreno povedati, da to, kar danes delam, je skoraj moj poklic. Jaz sem do takrat tiste 3 zakone v parlament in sem upal, da ko bojo zakoni sprejeti, če bojo, da si boste vsi sami delali te zadeve. Moja zgodba je zdaj prišla do tega, da pač stvari peljem naprej, nekako to inicijativo gonam naprej, da bi prišli do samooskrbe. Še vedno sem na inzulinu, sem začel spet z inzulinom delati, ker sem bil v parlamentu, sem imel 33 sladkorja v krvi, dal sem si pa 60 enot inzulina. Živci, psiha, zaradi tega vsem diabetikom, vsem, ki so bolani, čim manj se kregati, imejte se radi. Grdo je, kar bom rekel zdaj, ker sem na televiziji, izklopite televizijo oziroma, če imate vklopljeno, gledajte velenjsko televizijo, izklopite radio, pogovarjite se starši, s tistimi, ki jih imate radi, več seksite, več hodite v naravo, živite življenje, ne? To je najbolj pomemben, po mojem. Pa mogoče se boste borili verjetno še naprej? Jaz se bom boril, dokler ne pridemo do samooskrbe. Ne glede na to, koliko mi bojo polena metali, koliko bojo ljudje proti tem zadevam, ker imam sam tako dobro izkušnjo, bom delal, dokler bom živ, dokler bom na tem planetu. Če pridemo do tega, kar sem si jaz zamislil, kar si je Bogdan Kristofer Meško zamislil, kar si vsi klubi želijo na koncu v Sloveniji, od Oneja, Hopla, Konoplje, itd., pol bomo delali na tem, da bo ta situacija ista in ostala tako, kot je. Se pravi, se bomo borili z vsemi kremplji, nogami, da ostane tako, kot je. Ker ta boj v 7 letih je vzel veliko žrtev in če bi vi na mojem mestu bi jokali glih, kot jaz na dostih predavanjih, ko govorim o pacientih in o teh izkušnjah. Jaz vas prosim, da pridete po semena danes, vam potalam, semena so feminizirana, so La Blanca, do 16% indika oziroma indika hibrid, da posadite, da če boste slučajno imeli probleme, policaji, ker poslušate, jaka bitence do semenke, zato da se boste sadili. Zakaj sem do semenke? Zato, ker politika pa gospodarstvo niso naredili svoje dolžnosti oziroma svojega dela. In tukaj apeliram na Nino Pirnat, na Vesno Kristin Petrič, na Milana Krejka in vse zakonodajalce, da se spravijo k pameti in začnejo delati, ne pa da predavajo v konoplji okol, ne spremenijo pa zaradi tega, ker so plačani za to, da ne spremenijo. Pa mogoče na koncu samo še to, v kolikšnem času vi predvidevate, upate, da pa bi se lahko kaj spremenilo? Od leta 2012, ko smo sprejeli, ko smo dobili toliko podpisov, namreč leta 2012 smo zbirali podpise, smo začeli delati na spremembah in danes bomo delali na spremembah in jutro bomo delali, vsak dan bomo delali na spremembah. Tudi, ne vem, ko sem bil leta 2013 pri vas, nisem bil tak profesor v konoplji, kot sem danes. Se pravi, hodim stopničko za stopničko in moram pač priznati, da sem se na svojih sorodnikih, pa tudi na dostih drugih pacientih naučil tega, kar vam danes govorim pa predavam. Ne vem, a sem vesel ali nisem, sem vesel, obenem sem pa žalosten, zato ker ljudje ne sodelujemo veliko med sabo in v bistvu, ko imaš problem, greš prvo do zdravnika, se ne pogovoriš s svojo familijo, ne poslušaš svojega sorodnika, ampak poslušaš zdravnika, medtem ko vsak dan zelo že tam doma spiš. Pa bom rekla takole na koncu, Jaka, koliko časa vi preživite v Sloveniji, koliko časa v tujini, kjer je mogoče to lažje? Preživim premalo časa s svojim otrokom. To je pač res, zaradi tega, ker delam s konopljo, ki je prepovedana. V tujini sem veliko zaradi tega, ker sem se začel pred 4-5 leti udeleževati vseh teh sejmov. V bistvu, jaz sem začel iz čiste nule. Zakaj na ta način delam? Zaradi tega, ker tukaj nas ne poslušajo. Moram izpostaviti firmo, kot so Snell, par firm, ki me je podprl. Jaz brez teh firm ne bi bil Jaka Bitenc, kot sem danes. Preden sem začel delati te stvari, preden sem prišel v javnost, sem šel tudi do velikih firm in sem povedal svojo namero. Povedal sem, da bom dal zakone noter. Neki so jih odzvali in v bistvu to je ena firma od teh, ki jim najbolj zaupam. Je pa pač tujina glih tako kot tukaj, bom rekel, prednjači alkohol, veš, na banketih se ne konzumira konoplja, se ne gadi konoplja, se ne vzema olja, in v bistvu vsi direktori so bolj kot ne pijanci, tudi vsi naši ministri pa tako naprej, mislim, da imajo bolj kot ne probleme z alkoholom, s konopljo noben ni imel problema, Tako da tam je zgodba čisto ista. Lahko tukaj recimo omenim Nizozemsko. Na Nizozemko hodim gor do prijatelja Some, ki proizvaja pač ta semena. Jaz gor, ko pridem gor z oljem, in
vsi me tam upozorijo, da ta zadeva je gor prepovedana glih tako kot heroin, oziroma bolj kot heroin. Namreč so delali ljudje lude stvari na teh zadevah ali pa na gobah in so to prepovedali, ne. Če te tam najdejo s temi zadevami, ti ne bo v redu žgala, ne. Še ena zadeva je, ko vsi mislijo, da je v tujini toliko dober. Vse v Sloveniji ni toliko slabo, ampak pač imamo represijo. Španija je najbolj represivna država v Evropi, oziroma bom rekel, ne Katalonija, ampak vse okolja, ne. Tam sem doživel letos, da oni imajo tam helikoptere, ki grejo z AR kamerami do bajte in gledajo, če noter sedijo konoplja, ne. Tako da nikjer ni lepo, pač bom rekel, mora se zmeniti s sistemom, oziroma sistem te mora sprejeti takšnega, kot si, moramo imeti enega Jakata, enega Jankota, enega Unga in to je to, ne. Jaka, hvala lepa za obisk v studiu, jaz vam želim veliko uspeha in poguma še naprej. Hvala vsem klicateljem, ki ste klicali, vsem podpornikom, vsem sovražnikom, vsem, ki nas podpirate. Najlepša hvala. Hvala lepa. Vam pa seveda hvala za vašo pozornost. Želimo lep večer s konopljo ali brez. Lahko noč.